Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni, Simon Makarič, načelnik policijske postaje Radovljica. Na kaj je potrebno biti posebno pozoren v teh predprazničnih dneh? Na kaj policisti opozarjate? Lep pozdrav vsem vašim gledalcem in gledalkam. Ja, v tem predprazničnem času še posebej svetujemo vsem, naj si v primeru uživanja alkoholnih pijač priskrbijo varen prevoz do doma. Policisti bomo nadzirali poostreno psihofizično stanje v tem času. V prometu je treba posebno pozornost nameniti tudi pešcem, ki so šibkejši udeleženec. Saj je zdaj v tem času, ko se hitro znoči, so slabo opazni, zato jim svetujemo, da se oblečejo v svetlejša oblačila in po možnosti uporabljajo tudi kresničke oziroma cevna telesa. Voznikom pa svetujemo, naj bodo bolj pozorni v nočnem času na udeležbo pešcev v prometu. Še posebej pa opozarjate na vlome, ki jih v zadnjem času ni malo. V primeru odsotnosti od doma svetujemo, da poskrbite za varen dom, zato ker vklopite alarmne naprave, kamere, lahko tudi zaprosite sosede, svojce, prijatelje, da občasno preverijo stanje vašega doma, če vas ni doma, da spraznejo nabiralnike in podobno, da dom ne daje videz, da ni nikogar doma. Prav tako, če se kam odpravite z vozilom, poskrbite, da v parkiranem vozilu ne ostanejo vrednejši predmeti, tako zmanjšate možnost, da bi prišlo do vloma. V zadnjem času pa opažamo tudi porast spletnih goljufij. Tukaj pa apeliramo na vse, da se ne pustite prepričati spletnim goljufom v želji po lahkem zaslužku. Zato upoštevajte nasvete za varno uporabo elektronskih naprav. Pri goljufijah predvsem zaznavamo uporabo aplikacije AnyDesk. S to aplikacijo goljufi lahko pridejo na vašo mobilno napravo oziroma na računalnik in potem naprej izvršijo te kazniva dejanja goljufije in vas ogoljufajo za denar. Nenazadnje bi pa radi opozorili še na uporabo pirotehničnih sredstev. Pri tem pa odsvetujemo uporabo pirotehničnih sredstev zaradi škodljivih vplivov na okolje, živali in tudi zaradi možnosti poškodb, saj smo v preteklosti obravnavali več primerov, kjer je prišlo do poškodb. In kdaj so pirotehnična sredstva sploh dovoljena? Pirotehnična sredstva so v Sloveniji dovoljena od 26. decembra do 1. januarja naslednjega leta. Pri tem pa opozarjamo, da je posest in uporaba vseh vrst petard v Sloveniji ni dovoljena. Se pravi, petarde niso dovoljene. In kako je s tem v radovljiški občini? Opažate že sedaj kakšne prekrške, poki so dovoljeni, pirotehnika zaenkrat ne? Na območju policijske postaje Radovljica opažamo, tako kot po vsej Sloveniji, ne izstopamo v tem pogledu. Tudi prihaja do občasnih pokov, policisti zadeve preverijo. Zaenkrat nekih posebnosti pa nismo zaznali. Še posebej pa je treba biti pozoren na te male ljubljenčke, ker oni bolje slišijo kot mi in so zato še v večji nevarnosti in v večjem hrupu. Tako je, ja. Zato tudi odsvetujemo uporabo teh pirotehničnih izdelkov in se probajte zabavati na drugačen način. Vsem gledalcem pa gledalkam tudi z naše strani želimo lepe in vesele božične in novoletne praznike.